Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Lee Force Okay, this is Crew. my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, dober dan, pozdravljeni. V novi epizodi Hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami en in edini David Hojnik. Pozdravljen, servus. Zdravo. Kak si je? Si verja? Daj mi povej za začetek, kdo si pa kaj počneš? Za ti vse tiste, ki te sploh ne poznajo. David je en zelo kreativen fant, ki rad ustvarja na vseh možnih področjih, že od nekdaj, že od malega. Najbolj sem se pa v zadnjih 10 letih našel v modi in ustvarjam na tem področju. Ustvarjam, kreiram oblačila, unikate, custom-made stvari in uživam v bistvu v celotnem procesu ustvarjanja od tistih prvih začetnih idej, ki se rojevajo v glavi, pa potem do tiste končne podobe, mogoče na posamezniku, na stranki in tudi mogoče odziva in tega veselja. Se mi da te to napolni, ko je nekdo res zadovoljen s tem, kaj mu ustvariš. Tako da, evo, to sem jaz, uživač v ustvarjanju. Ful dobro. Kdaj si vas spoznal oziroma odkril pač to željo po ustvarjanju pa modi? Pa že kot zelo majhen otrok. Spomnim tistih sprehodov recimo z mamo čez center Maribora, takrat je bila še recimo modna hiša z ful spektakularnimi izložbami, ki so bile primerljive z, ne vem, svetovnimi prestolnicami, zdaj se mi za tega sicer ni več, ampak že takrat vem, da sem rad hodil mimo in občudoval izložbe kot take in postavitve, ne zgolj same obleke, ampak nasploh zgodbe v tem smislu in pa se potem zelo hitro začelo, da sem začel tudi risati obleke, preoblačiti punčke, imel sem družbo sestrične in sestre in te barbike in vse te stvari in mi smo imeli modne revije že takrat s tem. Tako da to je bilo že začetek. Pika na i mogoče bila še to, da je babica šivilja in da sem kot 5-letni otrok že sedel za šivalnim strojem in lahko ustvarjal tudi tam, tako da je to potem eno na drugo dalo, da sem mogoče zdaj tu. Ful dobro. Kdaj pa si pol začel v bistvu resno razmišljati, da bi se pač, kako bi rekel, poklicno oziroma karierno v to spustil? Je bila kakšna prelomna točka, da si bil tak, to pa jaz res hočem delati, ali pa ne vem, da si sam pri sebi zaznal, da si videl, da ti gre to dobro od rok, pa da pač imaš neki. Mislim, je bilo mogoče več teh točk. Prva je bila, ko sem se vpisoval v srednjo šolo in voda absolutno hotel iti študirati oblikovanje, takrat sicer v Ljubljano in okolica in družina in učitelji takrat ne, imaš predobre ocene, odličnjak, vedno same petke, to moraš iti na gimnazijo in pa tako, ok, dobro, imaš tistih 4 letih čas, pa razmišljiš, pa mogoče potem lahko to isto stvar dela dalje. Tako da sem vseeno zaključil drugo gimnazijo in potem v tistih 4 letih mogoče malo bolj zrelo začneš razmišljati, s čim bi se lahko ukvarjal čez življenje in s čim bi se lahko ukvarjal na domačih tleh, da za neke visoko leteče karijere v mislih v tujini, kar se mode tiče. Tako da v Sloveniji se mi pa to iskreno ni zdela nobena perspektiva v tem. Nisem poznal iskreno nobenega dizajnera, ki bi lahko rekel, ok, ta pa živi v Sloveniji od tega, kar dela, od tega, kar ustvarja, od oblikovanja oblačil. Se pravi, načeloma ni, mislim, dobro, ti si pač danes uspel. Takrat se mi to ni zdelo, da je to mogoče in iz tega nekega varnega občutka, ok, se niti ne vpisal na študij oblikovanja in sem šel študirati medijske komunikacije. Tako da me ta študijska pot niti takrat ni peljala proti oblikovanju. Ne. In se potem to začelo razvijati šele v času študija. Kaj si pa med tem časom? Si pač tu že kaj ustvarjal? Prav ustvarjal obleke ne, so me pa vse smeri oblikovanja zanimale. Od grafičnega dizajna zelo hitro sem spoznal Photoshop in takrat, ko še ni obstajalo 100 000 raznih filtrov, ki imamo za eno aplikacijo, ampak dejansko Photoshop od začetka do konca, že v času srednje šole.
In potem v bistvu, mi je to koristilo tudi na medijskih komunikacijah, ne, da bi pa ustvarjal obleke oziroma kakršnekoli kreacije, pa je to bilo šele potem v času študija. Ne. Takrat je to nekako iz hobija nastalo. Začel sem delati kot stilist na raznih šutingih, fotkanjih, takrat z Tiborjem Golobom, ki je zdaj tudi vrhunski in poznan po celi Sloveniji in širše. In to so bili tudi recimo njegovi začetki, tako mi da smo nekako skupaj začela, on je fotkal, jaz oblačal razne zvezde, so mu že takrat začele zaupati. Pa kako je bilo to prvič, ko si pač sprejel ali pa ne vem, se ponudil, da bi pač obleko koga? Kot vsak študent, vsaj takrat je bilo tako, je bilo fajn, da imaš neko študentsko delo v študiju. Ne? In meni je bilo takrat ideal, mi je predstavljalo, kaj lahko delam kot študent v modi in je to bila recimo Zara. Okay. In takrat sem dobil to službo, ki je za mene predstavljala resno službo 5 let in to me je nekako potegnilo v ta svet, da vidiš, kak stvari nastajajo, kaj je v ozadju in to sem mogoče imel tudi en plus in prednost, da sem potem lahko tudi stiliral na teh raznih fotkanjih z raznimi dili in take stvari. In potem šele ugotovil, da v bistvu pri nas, na našem trgu manjka nekih teh ekstra unikatnih zadev. Če jaz zdaj oblačim eno zvezdnico pevko in jo oblačim za fotkanje za naslovnico, neke revije, kakršnekoli, mi je bilo nepredstavljivo, ona celebrity bo v isti Zarini obleki na naslovnici, kot bo ena random naključna, ki bo kupila to revijo. Ni mi šlo, nista mi bila ta dva svetova združljiva. Mogoče zdaj vse gre proti tej smeri, da je vse za vsakega, ampak takrat mi je bilo pa to, pač nekdo, ki je znan ali pa kakorkoli nastopa, je javna osebnost, mora imeti nekaj ekstra. Nekaj drugačnega, nekaj, kar ne more imeti vsak drugi. In to je bilo tisto vodilo, zakaj sem jaz na podlagi teh raznih šutingov, snemanj začel razmišljati, kaj jaz lahko tem oblekam, ker takrat še nisem razmišljal, da jaz lahko ustvarim tudi obleko, ampak tem oblekam dodam in to je potem na začetku bil nakit in razni taki ekstra dodatki z nekimi rameni in take stvari, da sem lahko vzel eno basic obleko iz trgovine in v bistvu naredil full ekstra. Tako da to so bili tisti začetki in ko dobiš feedback na samem setu že recimo, ko nekdo to vidi, wow, tako je pa to, naredil sem to, pač imaš lepilo in imaš perje in imaš perle in pač lahko narediš to s svojimi rokami. Pa to je ti moral delati za druge, ne. Ok, misliš, da bo dejansko kdo to kupil? Pač tako mi je bilo nepredstavljivo, ne. In iz tega se je začelo razvijati. Vedno več teh dodatkov, nakita in pol sem začel s t-shirti in potem moja Kevc je bila tudi moja sošolka v gimnaziji, s katero smo še zdaj ful dobra prijatelja in ona je bila tudi recimo prva, ki je nosila mojo obleko na odru. In to je bila ena izmed čisto prvih oblek, ki sem jih kadarkoli ustvaril, takrat še svojo babico, ki mi je pomagala šivati. Ko se je Maja vrnila iz Švedske, mislim, da to že 9 let nazaj, tisto prvo rundo predstavljala komad na Emi, David, mi da moramo narediti neko obleko, pa si ti ziher, da bom mi naredila obleko. In takrat razmišljam in tuhtam, kaj narediti, da bo efektivno in vajen smo naredili eno kratko shiny oblekco z dolgimi rokavi in s kapuco. In je bilo to takrat nepredstavljivo oziroma nevideno na naših tleh, se mi zdi. In tista obleka takrat požela toliko pozornosti in zanimanja in vsi so začeli jo spraševati, odkot imaš to, da to naredil. Ki si kupila. Da potem avtomatsko, takoj ona me v bistvu postavila na trg, to je on to dela, na njega se obrnite in potem v bistvu več ni bilo poti nazaj. Ne. In potem se je pa začelo, ne da bi lahko karkoli upočasnil tempo ali pa ga sploh ustavil. In od takrat dalje je to šlo tako eksponentno, se mi zdi, z ogromno nekega truda dela v ozadju in garanja in biti prisoten in ustvarjati, ampak to je bil tisti res, da lahko rečem, začetek. No to me zanima, pač preden se ona pojavila z prvo tvojo kreacijo na odru, koliko je tu bilo nekih, kako bi rekel, neprespanih noči, kolikokrat si, ne vem, premislil, ali bi to dodal, ali ne bi to dodal, kolikokrat si, ne vem, ideje nekje iskal, ali bo to palilo, bo to zanimivo, kak je v bistvu bil proces tu zadaj? Jaz sem se na začetku zelo neprodajno tega loteval. Niti nisem razmišljal, kaj bi palilo oziroma kaj bi bilo
zanimivo, ampak mi je bilo zanimivo, da to, kar dejansko stvarim, je dovolj interesantno za ljudi oziroma za kupca. Recimo, takrat še niti to nisem razmišljal, da bi lahko kdaj živel od tega, ampak je to bil zgolj hobi, ki ti mogoče lahko nekaj tu prinese. Ne. Ampak ja, začetek kot tak, lahko rečem, da začetek trajal par let. Ne. Ni zdaj to, da sem jaz ustvaril to obleko in potem sem bil vrhunski dizajner in živel že naslednji mesec od tega, ker pač to ni šlo tak. Ne. Jaz sem to najprej ustvarjal ob svojem delu in potem, ne vem, mogoče leto, dve zatem začel razmišljati, to, je mogoče pa čas, da pustim vse ostalo in se res 100% posvetim temu. Ne. Zdaj štet neprespane noči še zdaj nima smisla, ker še zdaj so. Ne. Tako da, ko se enkrat res tak, da tega lotiš, ni to vsak dan, ampak ja, so stvari, ki jim daš prednost, ko nekaj delaš zase, ti ni težka nobena ura, nobena noč, noben mesec, ki ga v neko stvar vložiš, ker veš, da na koncu koncev delaš to za sebe. Ne. Ja, si med tem procesom ali pa vsakič, ko ustvarjaš bistvo, ne vem, novo kreacijo, odkot bistvo črpaš inspiracijo, ne vem, si vizualni tip, si, ne vem, moraš material začutiti ali pač kako deluješ, kako se pol tvoje misli vidijo na kreacije, kako to pretvoriš? Mislim, zelo različno v bistvu. Nisem ne tip, ko mora iti na Mauritius za 14 dni, da bo dobil ful inspiracije. Mi je dovolj, da se vsedem na kavo sredi ulice, pa mi že mogoče lahko mimo idoči, da ne vem, nekaj. Pač v osnovi, sploh zdaj, ko smo odprli atelje, trgovino, za te stvari, ki so že pripravljene, izhajam iz tega, kaj bi si želel videti na ulici. Ne. To mogoče, česar ne vidim, to mi je inspiracija. So pa zelo različna obdobja v ustvarjanju, tako kot verjetno pri vsakem umetniku. Meni recimo zdaj v nekem trenutku mi je všeč ena stvar, zdaj, ko smo delali neke nove oblike za kolekcijo, sem rekel... Kaj ti je za všeč? Ne vem, zdaj sem ful pri nekih živih barvah, to mi je ful čudno, ampak mi je všeč zdaj, tako da je to. Ampak ja, sem jih komentiral, da ne vem, neko točno specifično kombinacijo pink blazer iz satena z zlatimi gumbi, pač tega 2 leti nazaj ni šanse, da to ustvarim. Ne. Zdaj mi je bil vrhunski, tako da pač se tudi okus spreminja. In ne vem, po vsej tej črnini, neutralnih barvah, ki sem jih dal vse skozi, pa še pol tudi kaj drugega. Ja. Po nekih blazno kičastih, čipkastih, šajni, pernatih stvarih, pa še narediti tudi nekaj čisto clean, čisto drugačnega od prejšnjega. Se mi zdi, da pač največja tekma pri ustvarjanju je itak samim sabo. Ne. Da si ti ponosen pa zadovoljen. Sebe, oziroma, da pač vsaka naslednja stvar, ki jo narediš, da se tebi zdi boljša kot prejšnja. Zdaj, na kak način to spremlja okolica in dojema in sprejema je čisto nepomembno v končni fazi, ampak kar se tiče iz vidika ustvarjanja, pa pač zmeraj želiš narediti boljše, kot je bilo prejšnje. Ja. Kako pa sprejema okolica, pa specifično Maribor, tvoje delo, tvoje kreacije? Zdi, ne vem, jaz, ko izhajam pač iz svojega stališča, se mi zdi, da ne vem, včasih sediš ki vmesto na kavi, pa gre mogoče en ali pa ena gre malo bolj posebno mimo oblečena, pa že vsi vrate lomijo, pa obračajo, pa si mislim, pa kaj da fakt, da ne vem, ne more biti nekdo malo posebno oblečen. Mislim, to je še vedno in po mojem to ne bo šlo zelo hitro iz glave, ne vem, Mariborčanov, če smo zdaj pri Mariborčanih, ampak se mi zdi, da kot tak sem sam bil tudi zelo presenečen nad odzivom, kako so sprejeli mene in moje delo. Že takrat na začetku, ko sem, ne vem, 7-8 let nazaj odprl svoj prvi atelje v sklopu Studia Orange in je bilo to v bistvu tak cool prostor, tako kot je zdaj tukaj, leseno, vsi bi se preselili sem. Pohvala prostor. Ne, dejansko, ampak ja. Ampak vedno je pa bilo res cool, ful dobro, ful fajn, da to delaš, ampak z onim nekim negativnim prizvokom ali pa z dvomljivim prizvokom pa delaš, mislim, Ti laufa? Ti laufa, mislim, česa pa živiš pa tako od tega. Ne vem, še ljudje kot taki so bili zelo dvomljivi, da to lahko obstaja in laufa v Mariboru. Ampak smo zelo hitro sem dobil krog stran, ki se je
zelo hitro širil in to mi je bilo fajn in po drugi strani dobil tudi krog strank, ki so postale redne stranke, kar pa bi so rabiš za svoj obstoj in za neko tako delo. Tako da meni je mogoče malo pripomoglo k temu tudi to, da me je sploh mogoče tudi na podlagi tega začetka z Majo kar dosti znanih obrazov kontaktiralo, da jih oblečemo, ne. Kar tudi ni mogoče. Mislim, meni je to danes že mogoče samoumevno, da je bila včeraj Nuša Derenda pri meni na probi, ampak tudi jaz se moram včasih ščipniti, kot te kliče nekdo in se predstavim, aha, super, fajn. Pač, fajn, ponosni, vesel sem na to, da v bistvu večina vseh teh ljudi, oziroma ne večina, prav vsi so prišli sami. Ne, mi nismo pošiljali ponudb. Ali pa pridite, zastojim vam bom naredil kreacijo. Ne, ampak dejansko so tudi to vse moje stranke, ni to zdaj, ok, ti si znana, tebi bomo pa zastoj naredili. Ne, pač pridejo, naročijo in tudi plačajo v končni fazi, tako kot grejo v trgovino po kruh, pridejo isto k meni publiko. In to mi je cool, da pridejo taki, ki spoštujejo tvoje delo in imajo onega feelinga, da so nekaj več in da jim nekaj pripada. Samo zaradi tega, ker so pač javno izpostavljeni. Ne, s kako željo pa pridejo k tebi? Pač oni ti dajo čisto proste roke ali kako to zgleda običajno ti? Ne vem, nekdo reče, meni je všeč ta barva, jaz bi mogoče nekaj v tem stilu ali pač ti narediš, kaj narediš? Ful različno. Dejansko so taki, ki pridejo, ok, vemo, kakve stvari delaš, ti zaupam, vem, da pač bo nekaj cool in tako zdaj ni za to naslepo, ne, da ona pride in že mora čez 5 minut na oderic s tem, ne, ampak so pa spet drugi, ko valjda imajo neke, mogoče že svojo vizijo, kak bi za nek, ne vem, ponavadi se odločijo za neke take stvari, če grejo na nek festival ali ne vem, kak video spot, pač neke take bolj pomembne stvari in takrat moraš imeti celo zgodbo v paketu, ne, ni to zgolj obleka, ki gre totalno mimo neke zgodbe, ki jo predstavljaš, ali pa pesmi, ki jo predstavljaš, tako da se probamo najti skupni jezik znotraj tega. Ampak cool mi je pa zaradi tega, ker me kontaktirajo za to in taki, ki jim je moje delo všeč, to pomeni, da zdaj ful mimo pihniti ne morem. Ne. Pa tu neš pol nekih stran, ki bi ti težila, ali pa ne vem. Zdaj pač, da bi nekdo zahteval od mene nekaj, kar jaz ne delam sploh, pač tega ni bilo na srečo. Ker te itak poznajo, Tako da se mi zdaj vseeno tekom let smo pokazali toliko neko smernico, nek stil, ki ga ustvarjam in potem se pač priključijo temu tisti, ki jim je to všeč. Tako da je z tega vidika malo lažje. Kako bi pa opisal svoj stil kreiranja? Kaj to, ne vem. Na kak način, mislim, zdaj, če bi, po večini sicer res ustvarjamo žensko modo, tako da to je sigurno 90% vseh kreacij. In je moj stil recimo taka moda, ki izpostavi žensko kot tako, da je to ženstveno, da zgleda ženska, ne, da ni to neka abstraktna moda, ki bi skrivala obline ali pa ne, da poudari najboljše, kar je na človeku in mogoče zakrije kako pomanjkljivost, ki se tudi mogoče zdi komu, da mora zakriti. Po drugi strani pa hočemo stati, ne vem, če bo se ga različilo, ampak hočemo stati všečen. To pomeni, da če nekdo, ko nekoga vidi, ne rabi biti navdušen, ampak da ne more pa reči, to je pa grozno. Pač to imam nekako vedno v mislih. Niti sam nisem tip, ki bi ful rad eksperimentiral, imam pa rad posebne stvari. Tako da mi je fajn, da se vidi, da je drugače, ampak da pa ni kričeče. Pa dobro, se tudi kričeče je lahko, ampak da ni mogoče nekaj, kar nas boli, ko gledamo. To je ena taka, mislim, moja smernica. Po drugi strani pa mogoče pri meni so materiali tisti, iz katerih ustvarjam, da pač so mogoče naredili moj stil prepoznal, da so pač ti nekaj malo bolj dramatični, od perja do perl, kristalov, bleščic, čipk, nekaj takih, tako da. Ker stilo mode je pač ful, ne? Mislim, ali malo? Mislim, stilo je ful, itak, valjda. Kaj je to, kakšna številka, ne vem, 20, 50, 100? Zdaj lahko vsakega posameznika opišemo damo v nek drug okvirček, ker sploh zdaj, recimo, sploh mlajša populacija se mi zdi, da proba ustvarjati nekaj čisto svojega. Ne. Po drugi strani se pa tako zelo hitro obračajo tudi stili kot taki. Ne zdaj trendi, ampak stili, ki se nosijo
na kak način se stvari kombinirajo, se zelo hitro obračajo. Zdaj, če gledam že jaz, pa sem še kljub vsemu mlad, se imam za mladega. Če gledam v svoje otroštvo, že to vidim rotacijo, če gledam mojo mamo in kaj je ona dala skozi, kakšne različne stile, ne, se ful hitro krožijo. So pa zdaj po stilih, ne vem, ali je to ne vem, poslovna moda, ali je to uličnih trendov in stilov, je nešteto se mi zdi, ne, kaj vse lahko zaznaš. So pač neki drugi, ki so malo bolj definirani od neke večerne in koktejl in poslovne in neka taka smeri. Pa je še sploh možno, mislim, koliko pač se stili pa trendi spreminjajo, pa menjajo, pa odkrivajo, je sploh še možno danes nekaj, ne vem, kaj še svet ni videl predstaviti v outfitu? Po moje ful težko, nekje je sigurno že bilo nekaj takega narejeno ali pa prikazano ali pa v neki podobni obliki. Ne. Tako da iskati toplo vodo, da čisto odvisno, koliko ima vsak posameznik željo potem, da bi rad bil najbolj inovativen, ampak tudi znotraj samih kombinacij in znotraj, če gledamo ustvarjanja kot kos, ustvarjanja kosa obleka ali pa ustvarjanja podobe nekega posameznika, si pa še vedno lahko zanimiv in poseben. Ne. Čeprav je možno, čisto možno, valjda, da to že nekaj takega obstaja, tako da je zelo težko biti in potem soditi, nekdo me je kopiral ali pa nekdo je naredil, ker tudi ti si mogoče že naredil nekaj, kar je naredil kdo drug. Ali pa vsaj delno vzel nekaj pa. Drugo je, če so neke dobesedne kopije ali pa remake, to je čisto nekaj druga, ampak znotraj ustvarjanja neke svoje zgodbe, pa sigurno najdeš inspiracijo iz različnih koncev in vetrov in stilov in obdobij in materialov in krojev in vsega možnega. Vsega svašta. Kako pa smo kaj Mariborčani ali pa Slovenci, kako bi rekel, fashion ozaveščeni ali pa z časom smo stilsko, kako bi rekel, ali totalno češki ali... Mislim, generalno. Zdaj v dobi socialnih omrežij je to postalo, ne, smo že mogoče vsi na isti ravni, kar se spremljanja tega tiče, ne, kar se pa življenja tega tiče, pa je to čisto drugo, ne, ker se mi zda tu v našem okolju si še kdo da, mislim, obleče stalnik, kako si bom to oblekel za nasliko ali pa za na nekaj takega, ne bi pa tak šel po ulici, recimo, ne. Pač, če ti je nekaj cool, če nekaj oblečeš, nosi to ponosno, pač ne vem, kamorkoli si se namenil s tem. Tako, tu se mi zda pri nas edino še tega poguma manjka, da potem se to udejani. Po drugi strani mogoče smo malo preveč copy-paste nekih ne vem, influencerjev ali pa nekih svetovnih trendov, tako da tudi tu mogoče nekdo si ne upa biti jaz, ampak ne, bom nekaj, kar je že preverjeno, kar je varno. On me oblečeno, tako da je polje ziher, ne. Štekam, Tu mogoče smo malo bolj mi na safe in se preveč obremenjuje s tem, kaj bo drugi rekli in komentirali. To je si že prej omenil, ne, ko bo kažejo s prstom. Ti pač glede na to, koliko si vpet v to, itak imaš verjetno krog bližnjih prijateljev, pa kdaj namigneš komaj danes, pa si mogoče malo falil z barvami ali pa... Bližnjim mi to ni problema reči, tako da to, pa dobro, valjda tudi, ne vem, strankam, ampak na nek lep olikan način se da to povedati, ne zdaj fakt grozno, ampak ne, bi lahko bilo boljše, ne, ampak mislim, še vedno pa zagovarjam to, da se vsak posameznik mora dobro počutiti v tem, kar nosi in zdaj, če nekomu pač nekaj ni zakaj bi se tega posluževal, ne, tako da... Samo zakaj je to tako? Jaz, na primer, osebno gledam, ne vem, vidim kako sliko ali pa koga, ko je ful hudo gor oblečen, pa si jaz isti outfit ali pa podobni stil dam, pa ne vem, ali se pač postavim tako kot neki šalabajzer, ampak ne vem, ne počutim se samozavestno. Pol pa ne vem, mogoče mine 1 leto, pa si dan gor, pa sem tak, pač pa še mi. Mislim, zakaj je to tak? Mislim, mogoče tudi to res, ker moraš to večkrat videti na kom drugem, da pol si znaš sebe v tem predstavljati, ne. To je to, ne, ko mine nek čas, ne vem, tako vse ful je bilo nekih teh instant trendov, ki smo bili vsi se zgražali nad njimi. Kjer je bil tebi najbolj bizaren? Pa dobro, še vedno so mi všeč te nogavice pa natekači, tako da tega se še vedno ne bi posluževal, ne. Ok, razen delavnici, če se kdaj na hitro preobujem, ne vidi. Ampak tak
čisto odvisno so neke stvari, dobro se zdaj, če gledam tudi svojega vidika, tudi meni včasih nekaj ni okej, pa se pač pol tega ne poslužujem. Ne? Zdaj, če bi šel gledati neke full trende, ki so trenutno v Italiji, pač pri nas ne vem, če bomo kdaj to nosili sploh, te neke full bagi in široke hlače, če zdaj smo pri moškem modelu. Tako da, ampak je trajalo tudi, da smo se na te čisto skini navadili. Tako da, ne, vedno so neki ti ekstremi, ko rabiš čas, da jih sprejmeš. Ne. Zdaj, nekomu je cool, da to obleče v tistem hipu gor, pa si mislil, ok, sem čisto fresh in čisto cool. Nekdo bo pa rabo malo dlje časa, pa kasneje to sprejel, ko bo več ljudi že videl v tem, mogoče, ko si več ne v taki outsider počutil, če ima nekaj drugačnega. Se to je res, ker jaz, ko sem še bil mlajši, ne vem, koliko mi zdaj na pamet rekel, 15, 20 let, osnovna šola v glavnem, full bagi hlače noso, gate so mogle biti na pol riti, pas na pol riti, kao ta hip-hop scena iz Amerike, pa prav vem, takrat ni šanse, da bi kakšne, ne vem, hlače na korenček obleko ali pa kaj takega. Ja, to smo bili, mislim, tudi jasno, so široke hlače, pa po teh širokih so prišle na trapez hlače menda, oziroma te malo ožje, pa spode malo naven, tako da tudi jaz, če gledam svojo osnovno šolo, že kar sem tu vse menjal, pa potem še srednjo šolo, ko so isto bile spet neke široke hlače, pol pa že vedno ožje, pa tak, ker se prilagajamo s časom, ne. Po drugi strani pa te mogoče včasih tudi ponudba prisili k temu, da začneš nositi nekaj drugega, ker več tistega, kar si prej nosil, ni za dobiti. Tako da tudi to je. Pa se ta vzorec ponavlja skozi zgodovino? Aha, zdaj pač to in čez 2 leti bo približno to nekaj prišlo spet in... Vse ponavljajo, ne. Ker zdaj smo hitro že prihajajo nazaj spet te širše hlače, tudi, ne vem, jaz tu imam že neke široke te kavbojke spet nazaj v omari, ampak nismo pa še tak, da bi to vsak dan nosili, ne. Tako da to je zdaj čisto odvisno. Ampak se mi ne zdi pa, da so vedno bolj sproščeni so ti trendi, da niso več tako hudo vezani, da recimo zdaj, če imaš oblečene ali čisto ozke hlače, ali pa ful neke široke, ali pa hlače na trapez, vse je okej, kar se mode tiče, ne. Ni zdaj, da si z enim od teh modelov pa naredil full kicks. Se mi da se to malo razširilo, sprejemanje, kaj vse lahko v nekem obdobju oblečeš. Ker če bi pa, ne vem, takrat v času, ne vem, našega, ne vem, v osnovni šoli, če bi kateri imel v tistem trenutku ene full ozke hlače, vsi ostali pa široke, bi ga vsi čudno gledali. Zdaj pa se mi zdi, da je vse že sprejemljivo. Da sprejemamo to, da je lahko pač posameznik drugačen in da so tudi trendi tako zelo široki, da lahko se znotraj ene smeri mogoče najdeš, ne. Kdo, mislim, ali so to trgovine, kdo določa, kaj bo, ne vem, letošnjo sezono pač in trend pa moda, kje se to začne? Ne vem, Mislim, v osnovi se začne vse pri svetovnih dizajnerjih, ne. Tam oni pač ustvarjajo kolekcije vsako sezono in potem iz teh kolekcij modni uredniki, ne vem, Vogue in Elle in pač vse te revije, uredniki v bistvu poberejo te neke kose za tisto sezono in mogoče potegnejo neke sporednice, aha, ta dizajner ima na trapez hlače, pa tam ima tudi, mogoče bi lahko na trapez bil spet in, ne. Tako da... Se pravi, oni v bistvu črpajo iz, kako bi rekel, inspiracijo od dizajnerov. Ja, načeloma tako deluje, ne, da pač dizajnerji so tisti, na katerih je, da vsako sezono ponudijo nekaj novega, ne. Na tebi je. Mislim, na meni bi moglo biti, ampak v Sloveniji to ne deluje tako, ne. Še ne, ali pa, ne vem, mogoče bo kdaj. Zakaj pa ne? Pa kaj jaz vem, zdaj, če gledam čisto iz svojega vidika, če gledam te neke slovenske modne revije. Oprosti, jaz ful nisem v tem svetu. Ne vem, v kakem odnosu sem z njimi sploh, ker načeloma bi moglo isto delovati, kot to deluje v svetu, ampak ne. Zakaj ne? Pač so ljubljenci, ne, modnih urednikov ali pa revij in so tisti pač, ki so mogoče drugačni ali pa outsideri ali pa nekaj. Ne vem, jaz nikoli se nisem počutil del te slovenske modne scene in te smetane, ker že itak je v osnovi baza v Ljubljani, vse, kar je izven, se mi zdi, da je zelo težko sprejemljivo. Da bi mogel menjati lokacijo studija. Pa niti, ampak niti ne to, pa če se nikoli nisem želel pogibati in iti te njihove logike in na kak način to deluje. Pa če sem dejansko želel samo delati in ustvarjati
in da te kreacije pridejo do strank. Ne. In to me je mogoče naredilo drugačnega od ostalih. Pa mogoče tudi to, ker sem verjetno eden izmed redkih, ki lahko sploh živi od tega, kar dela. Ne. Ker drugo je, ko ti nekaj ustvarja, zato da ti pofotkaš in daš v revijo, pa mogoče kdaj to kupi kdo, ali pa tudi ne, ali pa mogoče komu kaj posodiš. Ali pa recimo jaz, ko res delamo ful in ful ustvarjamo in tudi imamo kupce in stranke za to. Tako da pač tudi tu mogoče, ker sem se usmeril v to malo bolj komercialno smer in ne toliko v high fashion in neko abstraktno modo, ki pač, ne vem, ima prostor samo v nekih muzejih in galerijah. No, to me je zanimalo, zakaj na primer high fashion se ne odraža pol v vsakdanji uporabi, oziroma zakaj folk high fashiona pač vsakodnevno ne nosi, recimo, ali pa vsaj ti, ki so pač iz te sfere. Čisto, ne vem, mislim, vse high fashion v bistvu niti ni namenjen za ulico, ne. Aha, so res neki posebni kosi, ponavadi unikati, večinoma unikati, ki so, ne vem, ali gre to na neke rdeče preproge svetovno znane, ali gre to v neke full projekte, ali neke spote svetovnih zvest in neke take stvari. Redko bomo pa videli mi te obleke v realnem življenju, v živo, ne. Pač vsaj ne v našem okolju, v našem svetu. In isto je potem tu pri nas, da pa čisto odvisno, v katero smer, kam želiš iti, ne? Ali ti je cilj v življenju, da bo tvoj plašč enkrat v življenju oblekla Lady Gaga, ali je pa moj cilj v življenju, da pač oblečem na tisoče in tisoče ljudi in to nosijo v svojem življenju. Tako da čisto odvisno, kaj želiš v bistvu od tega, od svojega ustvarjanja. Ampak tudi, recimo, znotraj tega, kar jaz ustvarjam, imamo nekako razdeljeno. Ne, so stvari, ki so posebne in ekstra in so narejene za neke priložnosti in so stvari, ki so ready to wear in so pač stvari, ki lahko ti nosiš kadarkoli v svojem življenju. Tako da vsak svetovni brand ima to razdelano, ne. Kaj je nekaj, kar je nosljivo in za vsakega uporabnika, ali pa kaj je nekaj, kar je full ekstra in res za neko specifiko in je to čisto odvisno. Tako da, ampak pri nas je pač problem v tem, ker je res teh priložnosti full manj, da ti lahko ustvarijo. Od rdečih preprog do dogodkov, do kreacije in tudi ni budžetov, recimo, ne. Zdaj, da imaš ti... Za koliko je bila tvoja najdražja kreacija do zdaj? Približno. Mislim, ni bilo to 10,000 evrov, ne, ampak si pa lahko s kako poročno obleko na 2-3 tisoč evrih komod, ali pa ne vem, pač z neko gala obleko. Po drugi strani pa zdaj, če gledamo, to je cena recimo v našem okolju, lahko bi ta ista obleka stala, če bi jo prodal pa recimo v Milano ali pa v Londonu pa 15,000 evrov, tako da pač tudi tu je razlika, pol pri nas mogoče sam nastanek obleka lahko stane isto tu in tam, pa pač tam je zaradi same vrednosti in okolja in kupne moči lahko cena valjda dosti višja. To je čisto odvisno. Pred kratkim bi eno gospodično iz Londona, ki je bila čisto frapirana s cenami, da pač pri nas je dobila cel outfit in custom-made obleko za isto ceno, kot da ona tam za eno srajčko, recimo. Ampak valjda drug brand, svetovno znam brand in se ne more primerjati s tem, rekla se bo še tudi ti prišel do te cene. No pa to me zanima, kaki so dolgoročni cilji tvojega ustvarjanja, ki bi rad bil čez 15 let z svojim brandom, z svojo modo? Pa ne vem čisto točno, v bistvu, če si upam neke cilje postavljati na tak dolgi rok. Pač vem, da je to in da je ne vem, to moje poslanstvo in da sem tega držal. Nimam nekih full ciljev ali pa planov, ne vem, hočem imeti tujino ali pa hočem imeti verigo trgovin ali pa pač ne vem, kam me bo pot popeljala, ker tudi do te točke, ko sem zdaj, naslednje leto bo 10 let, odkar sem začel to ustvarjati in ustvaril brand, tako da že ta pot me je vodila čist v pravo smer. Mogoče nekje podzavestno sem si to želel, ampak nikoli si nisem napisal, želim imeti to in to in to, ker se mi zdi, da so se mi najboljše stvari zgodile, brez da sem jih sploh planiral. Ne. Pač je pa res, da sem predan temu, kar delam in ustvarjam 24 ur na dan in pač
bi mogoče bil razočaran, če ne bi bilo rezultatov. Takih. Oziroma, ne vem, že po naravi sem tak, da tako dolgo guram in delam, da pač mora na koncu biti nek rezultat. Ne. Tudi če je mogoče kasneje, kot sem si zamislil, ali pa če je v neki drugačni obliki, kot sem si zamislil, ampak se mi da vedno vesolje poskrbi, da gre vse po pravi poti. Pač če gre s pravim mindsetom nekaj delati. Tako da. Te bi lahko rekel, da si perfekcionist oziroma pač obseden z malenkostmi? Mislim, komod to lahko rečem, to sem siguren. Mogoče kdo v moji najožji ekipi še zdaj kdo reče, da preveč kompliciram, ampak po drugi strani, če pogledam nazaj, očitno me je lih to kompliciranje, ali pa je bil to eden izmed razlogov, zakaj sem prišel do te točke, ko sem, zaradi vseh teh malenkosti, ki pač jih nekdo spregleda, ali pa so mu nepomembne, meni pa je vsak detajl pomemben, ker se mi da so detajli lih tisti, ki naredijo celoto. Da, koliko pa jih imaš v ekipi? Koliko vas je? Trenutno nas je 5. Redno, fiksno, skupaj. Ne 24 ur na dan sicer, ne, ampak smo kar ena taka familija postali. Kaj pa počne kdo? Ti si pač glavni, kako bi rekel, kreator ali določiš, ali kako to izgleda? Ja, mislim, izgled vsakega kosa, vsakega kreacija, določim jaz, ampak imam 2 šivilji, ki sta redno pri meni, ki sta vsak dan, s katerim vsak dan skupaj delamo, ki potem to tudi skupaj uresničujemo. Jaz nisem pač dizajner, ki bi nekomu dal skico, izvoli, naredi to, ampak pač želim in hočem biti pri vsakem koraku poleg, da dejansko nastane stvar tako, kot je, ker sem ugotovil mogoče, da lahko ti nekaj narišeš in zapišeš in nekomu daš navodila, ampak v fizični obliki še vedno ni, da bo to točno tako nastalo. Tako da po vseh možnih popravljanjih potem ugotoviš, da boljše, da si zraven in pol nastane, tako kot mora nastati. Koliko časa pa vam vzame nekje ena kreacija? To je ful odvisno. Mislim, lahko je včasih kakšna stvar narejena v 2 urah, lahko pa kako stvar delamo 2 meseca, ne? Tako da pač ne, s tem, da ne za 2 meseca skozi stvar, ampak ful različno, kaj se dela, tako da je to nemogoče, bi so vrednotni. Tudi sami iskreno ne napišemo ur pod vsako obleko, pa bi mogoče mogli že, ko jo vrednotiš, ko postavljaš ceno nekemu kosu, ampak včasih se mi zdi, da daruješ neke ure v nek kos za voljo boljšega celotnega izgleda, pa mogoče, mislim, nemogoče, pa sigurno tega niti ne računaš potem. Ali pa pač se spozabiš, ker je pač toliko bilo samo, da je pač fertik, pa da si ti zadovoljen. Sploh, ko je več ljudi vpletenih v ustvarjanje nekega kosa, bi težko sploh določil, koliko ur, minut je šlo v neko stvar, da se je nekaj naredilo. Je to pri takem, sploh, ker so to unikati, ker ni nekega sistema, zdaj delamo to srajco, pa jih moramo narediti 50 takih, ampak je res vsaka stvar drugačna in zato ni neke linije, sporednice, po kateri bi lahko, ali pa časovnice, po kateri bi lahko to ocenjeval oziroma računal. Kaj pa materijale pa to, odkot pridobivaš, mislim, so to, ne vem, Slovenija, home-based ali iz celega sveta, ali kako to nabavljate? Mislim, v Sloveniji bi težko. Meni je recimo ful pomembno, iz kakega materijala delam, sploh kar se tiče vizualnega izgleda materijala. In zdaj, če hočeš biti drugačen in poseben in unikaten, pol v Sloveniji bo zelo težko dobil nekaj, kar že ne uporablja ena sosednja šivilja. Tako da je večinoma vse iz tujine. Neki osnovni materiale imamo tudi dobavitelje v Sloveniji, ko nam jih priskrbijo, ampak vse, kar je malo bolj ekstra, malo bolj posebno, pa je težko dobiti pri nas. Ne vem, če radim, da na hitro imam tu blizu Avstrijo ali pa Italijo, že tu lahko najde marsikaj posebnega, če pa je za neke ful ekstra projekte, se pa gre komod tudi dlje. Ker pač večino stvari, sploh ko gre za materiale, pa moraš videti in ti pač živo. To je mogoče včasih problem. Težko bi jaz naročal materiale iz tretjega sveta, če jih ne moram videti, ker pa vseeno to ni poceni stvar, da jih boš naročil 10, pa en bo že okej. Valjda. Z tega vidika mogoče je. Mislim, je fajn, da imamo vse tako blizu, po drugi strani, da je možno odpotovati marsikam in vse te stvari nabaviti živo. Pa se ti zdi, da se danes je spremenil kaj mindset, da gremo v pravo smer? Kar se tiče kupcev, da so pač pripravljeni več plačati za en kos oblačila, ali gremo v kontrasmer, pa ne vem, ko lahko v katerikoli tu trgovini kupiš kratko majico za 3 evre.
kam ti opažaš, da se trendi shifta? Težko bi posploševal, ker ne vem, kakva je situacija zunaj, ampak če sam gledam znotraj naše trgovine zdaj, bi rekel, da ja. Ne, da recimo naše stranke so te stalne oziroma te, ki pridejo, zaidejo v našo trgovino, so večinoma zrele stranke. To pomeni, ne vem, vsaj od 40 plus, če ne še več, ne vem, od 40, 60, tudi do 70, tudi že čez 90 je bila stara naša stranka, tako da so večinoma to ljudje, ki vejo, kaj hočejo in vejo, kaj bi radi, po drugi strani imajo že mogoče od doma itak polne omare, ker kupičijo že 15 let in pač in jim je dovolj samo osveževati svojo omaro, svojo garderobo in zato se odločijo za kak bolj poseben kos, zato mogoče jim ni težko dati mogoče malo več za en kos, ker vejo, da ga bojo potem lahko ponosili dlje časa. Pa mogoče tudi ta ozaveščenost, da ta hitra moda, ki prihaja in je vse izrivala v zadnjem času, ni nujno, mislim, ne, ni nujno, ampak pač ni dobra. Niti ne za nas kot posamezniki, niti ne za nas kot potrošnike, ker se mi zdi, da si non-stop bombardiran s tem, da moraš kupiti čim več in čim hitreje in po možnosti naklika, da sploh ne motiš nikogar v trgovini. Kar se tega tiče, vidim spremembo oziroma vidim pozitivno sprejemanje pri naših strankah. Da pridejo v miru, se malo stavi čas, nekega hitrega tempa, pogledajo, zberejo, probajo, ali se naredi kaj po meri, ali kupijo že kaj obstoječega, tako da... Ne, to je res, kaj si rekel, ker glih včeraj sem bil v Europarku, pa sem imel še nekaj časa, ker sem imel pol frizera, pa sem slučajno v New Yorku razavil. In sem bil itak nisem nič kupil, ampak pač imel sem še 5 minut in šel se sprehoditi. In tako si zdaj rekel, pač hiteli so vsi sem pa tja, ko da ne vem, se bo trgovina čez 5 minut zaprla, pa so, ne vem, stresno je bilo. Jaz pa imam rad, da pač, ko si grem kaj kupiti, si naberem, pa si pač pogledam, pa se 100-krat pogledam, pa ono pa tisto, pa se mi zdi, da včasih pol trgovka že kar zavija z očmi, ker more za mano, ne vem, pa mi to ni všeč, pa pač odložim, tam, ko se odloži, pa se mi zdi, fuck, ok, sem hitro kupil, pa šel. Plus tega, ti imaš polno omaro doma svojih stvari, ali imaš pač, ne vem... Ja, imam kar dosti svojih, vedno večno. Mislim, jaz iskreno zelo malo, zelo redko še sploh karkoli grem kupovati. Razen, dobro, čevljev še ne delamo sami. Okay. Boš? Mislim, je namen, je želja? Ne, mislim, pač to je bilo tako rečeno. Mogoče kdaj, ne vem. Okay. Mislim, bi mi bilo zanimivo, ampak trenutno ne razmišljam niti o tem. Ampak ja, tudi sam sem začel razmišljati, da ne trošim toliko za obleke in da raje pač obračam in rotiram in kombiniram to, kaj imam in dejansko osvežujem, ker oni mindset, ki sem ga imel kot študent, vsak vikend, ko greš ven, rabiš novo majico, tega sem že zdavnaj preživel na srečo. No. V študentskih letih pol plače je šlo za obleke, ali pa še več, mogoče kdaj ne. Zdaj več temu ni tak. Ne. Dobra, ena stvar je, ker lahko pač oblečem nekaj svojega, čeprav za mene v bistvu najredke nastanejo stvari, ker vsako minuto, ki bi jo vložili v hlače, da jih naredimo za mene, mi je škoda, ker lahko naredimo za koga drugega. Ne. Ampak ja, valjda, po drugi strani pa sem ugotovil, da iz sebe še hitreje prodam, kot če visi na obešalniku, tako da mogoče zato tudi nastane kaj več kosov, pol tudi za mene, da ne vem, da smo v zadnjem obdobju videli, zadnjih par mesecev smo naredili mi eno par posebnih hlač in pač čisto random in nevsiljivo, ne bom rekel, da vsaka stranka, ampak sigurno vsaka druga stranka, kaj pa take hlače se da, pa tako valjda se da. Tako da ni slabo v bistvu, da nosim svoje, da jih ne rabim v Zaro pošiljati po hlače. Nice. Kaj smisel, ima sploh kateri kos oblačila, časovnico gor, kako dolgo jo lahko nosiš, dokler pač je ne zavržeš, ko je raztrgan ali kaj, ali pač, ne vem. V bistvu ne, mogoče je tudi to prednost, ne, prednost tega, recimo, kar mi delamo. Že zaradi tega, ker je narejeno iz sigurno drugega in bolj kvalitetnega materiala, kot ena majica iz Bangladeša za 5 ali pa 10 evrov. Ja. In to je lih ta vidik tega potrošništva, ko niti ne cenimo več stvari, ki kupimo v trgovini s hitro modo, ker pač če bom strgal, če bo luknja na majici ali pa če jo zaperem, pač
vržeš, kupiš Vse je bila samo 5 evrov. Ja, ali pa kupiš 3 nove, ti je na koncu vseeno. Če pa kupiš, mogoče že z tega vidika, to je prvi, če malo več plača, za njo absolutno bolj paziš in mogoče se ne popackaš tako, ne, pa mogoče se ne zahakljaš za njo za neko vejo, pa po drugi strani vseeno bolj kvalitetna. Kakorkoli obrneš, že izdelava je druga, bolj detaljna, bolj precizna in bolj kvalitetna, pa tudi material definitivno. Tako da, če gledamo z tega vidika, je lahko ena majica iz trgovine s hitro modo ali pa ena majica recimo od nas, ima definitivno čisto drugo življenjsko dobo. Ja. In lahko tista majica iz hitre trgovine jo zamenjaš 5-krat, pa bo naša še vedno trajala. Ne? Ni zdaj mogoče to z vsakim kosom, čisto odvisno kaj, ampak zato tudi ustvarjam po drugi strani, da tudi na samem dizajnu ne piše letnica. Mislim, letnica kot on pa ima ziher lanske hlače, ne. Ampak ne, pač to so kosi, ki lahko so 10 let v tvojih mari in 10 let nosiš. Je pa od tebe odvisno, če boš jih nosil tako dolgo časa ali ne. Tako da. Kaj pa vse to te pač svetovno znane od, ne vem, Prada, Dolce & Gabbana, je to res tako velika kvaliteta za cenami ali pač je to nahajpano pač zaradi popularnosti pa... Mislim, načeloma bi mogla biti tudi kvaliteta boljša, ne? Ampak definitivno pa ne zdaj toliko boljša, da ima lahko 1000-kratnik cene ene druge majice. Ne? Pač tu pa je valjda še label zraven in etiketa, tako da je to neka druga stvar. Bi pa v osnovi normalno mogla biti. Čeprav zdaj bolj kot gledamo in čekiramo, kje je kaj narejeno, se zdi, da ena majica za 5 evrov ali pa ena majica za 50 ali pa ena majica za 500 evrov, da prije vse iz iste fabrike. Iste fabrike. Pač čisto odvisno, kaj in kje. Se to, ker na zadnje sem gledal, dobro, že nekaj časa nazaj, True Cost film, ko govori o tem fast fashionu in je pač sem bil res dejansko šokiran, pač vse te, kako bi rekel, velike prepoznavne firme, od športnih firm do onih, da bi so vse šiva v isti državi, v isti četrti, na isti način, isti material, pa pač prodaja za toliko več, kot pa, ne vem, če bi kupil ti v Kiku za 3 evre majico. Ne vem, kje je zdaj tu, kako bi rekel, kaj ti predlagaš potrošnikom, pa nekom, ko pač hoče nekaj trajnostnega, metal pa kvalitetnega, kje je tista cenovni rang ali sploh ni določeno, lahko kupiš nekaj za 5 evrov kvalitetnega ali... Ne vem, če je cena v bistvu tista, ki določa kvaliteto sploh, ne. Ker bolj kot cena je brand tisti, ki določa, ali je to Kik, ali je to Zara, ali je pa to, ne vem, katerikoli višji brand. Tako da, čisto odvisno, foras je samo tega hitrega potrošništva, mislim, ne, trgovin s hitro modo, da pač te šopajo sormi, da ti rabiš čim več kosov, ne. Da moraš hitro naklikati in dobiš že naslednji dan po pošti domov in ni panike, če vrneš, pa čeprav pol ne vrneš, ne. Ja. Če greš pa v fizično trgovino, pa je isto, vse je že narejeno na princip, čim hitreje, čim več naberi in čim hitreje idi ven, da se ne bomo ukvarjali več s tabo. Tako da, samo to je problem v kopičenju, bolj kot v tem, kakšna kakovost se mi zdi, da je posameznih kosov, ne. Da smo zbombardirani tako iz vseh možnih strani, da bi mogli imeti čim več stvari v svoji omari in imeti, ne vem, vsako jutro 50 stalningov na izbiro. Tako da to je večji problem, kot pa ločiti, kaj je kvalitetno in kaj ni kvalitetno, ker je vedno nek vprašaj od zadaj, ne. Razen recimo z vidika tega, kar smo 100%, da je pa res narejeno tu nekje v naši bližini, ker vse ostalo, kaj je pa dlje, težko. Je pa res, da je taka poplava tega, da se ne moramo temu izogniti. Se tudi jaz v bistvu kupujem, pa si grem kupiti beli t-shirt v trgovino s hitro modo, ker pač kakorkoli obrneš me, itak prije ceneje, kot da se grem šivati, ne. Ampak, če so to neki basic, osnovni kosi za vsakdanjo uporabo, da si bi šel vsako majčko šivati, iskreno, ni računice niti za mene, pa sami to ustvarjamo, ne. Ampak, zaradi tega ne kopičim. Ne, je to res ono tisto, kar recimo rabiš, vse ostalo, kar pa je ekstra, kaj je bolj posebno, pa pač imam svoje, tako da ni pa nekega vodila in smernice, tak bi mogli delati in bi bilo najboljše za vse. Ne. Ker se zdaj ful pojavljajo tudi second hand trgovine, mislim že nekaj časa in je to zdaj ful in,
Ne vem, jaz osebno ne kupujem second hand trgovina, nisem pristaš tega, nijem proti nobenemu ničesar, ki se posluži tega, ampak Zakaj pa nisi pristaš tega? mislim, jaz osebno Ja. nimamo nekega feelinga, da bi šel brskat med stvarmi, za katere ne vem, kdo je to nosil in na Ja. kak način in kje je to bilo in pač ne vem, mogoče je neki predsodek Okay. v ozadju, ampak verjamem, da pa najdeš lahko vrhunske stvari, ne, tako da Ja, se mi zdi sploh v tujini, pač sploh tudi neke second hand vintage itemi so pač dosti dražji, kot pa nekaj, če si novo kupiš. Jaz vem, jaz sem si v vintage shopih, ne vem, naprimer v Ameriki sem si ene 3 t-shirte kupil, pa bil en t-shirt, je bil, ne vem, $80, pa je bil pač, videlo se, da ima, ne vem, kako bi rekel, da je obrabljeno vratnik, da je malo vtrgano. Pač v trgovini z novo coto pa bi dal, ne vem, pol toliko. Pa skoraj isto, pa sem tak, aha, okej. Mislim, mogoče renome pri nas tega, ne, ima nek slabšalni prizvok trgovina, pa po drugi strani lih to ala razprodaja varianta vse po €1 in te stvari in pol tako je nek, ne, če moraš pa ti marsikaj s ceno povezano, ne, če moraš pa ti nekaj več dati, tako je mogoče malo bolj catch in malo bolj privlačno, tako da je čisto odvisno. Ampak dobro, pač jaz sem se odločil za svoj brand, delam svoje in pač po drugi strani tudi valjda moram promovirati svoje stvari. Tako da, če pa kdo shoppingira v second hand trgovina, pa hvala Bogu. Vseeno se mi zdi boljše, kot pa kupovati one nove stvari. Ne. Ti sodiš osebo, ki jo recimo bežno srečaš na ulici ali pa prvič poznaš, potem kako je oblečena? Mislim, sodim, kaj se dogaja takrat v tvoji glavi, na primer? Ne bi rekel, da sodim ali pa da je ocenjujem samo po tem, kako je oblečena, ampak neki prvi vtis ti sigurno da obleka, ne? Ko človeka prvič vidiš ali pa spoznaš, ali pa tudi, ne vem, na ključnega človeka, ki ga srečaš na ulici. Tako da je to mogoče neka poklicna deformacija, zdaj da normalno pogledaš, kaj ima človek oblečeno in če kaj sporoča s tem, ali je to čist random, ali je to nekakšen statement za tem stylingom ali pa nekim kosom. Tako da hitro vidiš, če je nekdo plain ali pa če ima človek karakter, če je sramežljiv ali če rad nastopa. Pač že po obleki se mi zdi, da je lahko nekaj, ne? Ampak se mi zdi, da ni pa to najpomembnejša stvar. Ne? Če imaš ti priložnost s človekom spregovoriti, je to super, ker lahko to dvoje skombiniraš. Zdaj, da pa bi nekoga samo po obleki sodil, pa je mogoče malo površinsko. Ne? Ampak delamo pa to vsi normalno. Na hitrco, kako bi nas 3 opredelil, glede na to, kako smo oblečeni? Dobro, za tebe sem se malo strašil, da si še boljše zrihtan od mene danes. Ne, super. Mislim, nisi skrit za neko bež majico, tako sem jaz danes. Tako da mi je cool, da se človek ne boji obleči nekaj, kar je drugače in posebno. In sigurno bi tudi ti s to majico izstopal, če gremo ulice Maribora, kjer ni za nekih modnih presežkov, v nekih količinah. Je to super, da vidiš lahko nekaj malo drugačnega. Ne? Imaš ti probleme kdaj, ko se, ne vem, oblečeš pa greš nekako prijediti ali pa samo skozi mesto, da si tak, ne vem, pred ogledalom, pa tak mogoče ni vrejo ali pač sprve, ko oblečeš pa šibaš? Pa mislim, redko zdaj, vedno manj imam teh problemov ali kakorkoli, da bi ful mogel razmišljati v tistem trenutku. Zdaj, če je nekaj res ful posebnega, navadi naredimo kaj za mene, pa že z prve naštudiram, kaj bi imel oblečeno. Zdaj za neke take priložnosti, ko pa vzamem stvari iz omare, pa tako nekako sem že kar avtomatiziral svoj neki look pa stil, pa več, niti se mi zdaj trenutno nisem v neki fazi eksperimentiranja, ampak pač v čem mi je cool, pa da vrejo zgledam mogoče, pa da sem vseeno bom sigurno drugačen od vseh ostalih, ki bojo tam. Pač to mi je cool, da pač, če se že s tem ukvarjam, valjda, da se vidi, da pa zdaj ne prijem samo v črnem puliju, ne. Dobro, sem ga imel ful rad zdaj po zimi. Kakve so največje težave, s katerimi se soočaš v tvojem biznisu? Zdaj, v zadnjih parih mesecih, odkar smo odprli atelje, je to, da nisem točno vedel, v kaj sem se spustil in je to bilo čisto, mogoče malo too much, res v zelo velike čevlje sem stopil za to trgovino in nisem pričakoval sploh, da bo tak odziv, kot je bil oziroma kot je in
smo zdaj par mesecev kar plavali, v bistvu. Kar je super. Super, no, ja, sem itak. ful vesel, da sploh je tako odziv, ampak če bi me kdo kdaj vprašal par let nazaj, bi mu rekel, pa ni šans. Ampak ja, je možno. Mislim, dejansko to so bili delovniki ne 8-urni, ampak čisto nič ne pretiravam, če rečem 16-urni ali pa tudi več. Tako da se že mogoče včasih sredi noči vprašaš, kaj mi je res to treba. Ja. Pa hitro pol se moraš držati za jezik, da super, hvala Bogu, boljše Hvala tako, Bogu, da ja. ne imel kaj zadelati, ampak je bila to ena zelo velika šola, da mogoče moram samo poslovanje oziroma vse skupaj, cel koncept malo bolj organizirati, da mene osebno toliko ne požre. Štekam, ja. Ne. Tako da, če bi me klical mesec dni nazaj za ta podcast, sigurno ne bi se niti javil, kaj šele da bi prišel. Zdaj smo pa recimo super, ker smo rekli, da do dopustov izplavamo iz tega in da sicer še vedno delamo na polno, ampak delamo bolj normalno. No. Ok. Si imel kdaj kakšen taki trenutek, ko si bil pač na meji, da rečeš pač fuck it, ne grem se več tega, ali pa ne vem, da si prišel na kakšna zaprta vrata v prenesenem pomenu ali pa... Mislim tako, da bi me res totalno sezulo ali pa potolklo, ne, no. Mislim, sploh recimo v tem zadnjem obdobju, ker je res bilo naporno in fizično in psihično in pol še prije kakšna taka stranka, ki ti glih ne polepša dneva ali pa karkoli, ne. Ali pa se zgodi neka situacija in pol si res misliš, no, zakaj mi je tega treba, ampak po drugi strani imam pa res vedno v podzavesti to, da lahko to delam in ustvarjam, je privilegij in pač moraš marsikaj tudi pretrpeti zato da lahko ustvarjaš to, kar delaš. Ti pač živiš od tega, živiš, kako bi za sebe lahko rekel, živiš na veliki nogi, imaš ok prihodke, kar se tiče pač od vsega tega, da ustvarjaš. Pač sprašujem v smislu, da pač vsak, ki je mogoče zdaj na oblikovalni ali pa razmišlja, da bi pač bil nekega dne David, ko bo veliki, ne? So tu opcije ali pač moraš biti res, moraš imeti srečo, moraš imeti trdo delati, neprespane noči. Mislim, to je kombinacija vsega, ne. Kot prvo se mi da moraš biti človek, zato ker kakorkoli se lahko sliši to vse sanjsko in vrhunsko, ampak to je garanje, v vsakem primeru je to garanje. Če se tega lotiš recimo na način, kot sem se ga lotil jaz, da je to res 100%, potem moraš biti pripravljen žrtvovati vse za to, da boš lahko to delal, ne. Mislim, lahko rečem, da živim brezskrbno, ne. Jaz pač za moj lifestyle, pa za čas, ki ga imam, da si lahko kaj privoščim, je meni super, mi pač ni nobenega problema. Ne bom vsaj zdaj na tej točki, dokler mi to še recimo spravljam v pogon tudi ta nov prostor, ki tudi ni nastal od sponzorjev ali pa od bogatih staršev, ampak dejansko je sad mojega dela in truda, ker marsikdo misli, da kaj bo njemu, ker pač ga verjetno kdo zalaga od zadaj, ker tudi take komentarje sem šel zdaj, ko smo to stvar odprli. Še stranka včasih, katera vpraša, kdo je pa to financiral? Res. Jaz in moje roke. Nimajo ljudje občutka, da dejansko si lahko toliko pridni in delo in da lahko nekaj ustvariš tu v našem okolju, ne? Da ni zgolj odvetništvo, poklic, kjer lahko za, ne vem, prebrano knjigo pa en podpis, pač ne, to zdaj sicer mogoče malo žaljivo, ampak ne, brez nekega fizičnega, napornega dela zaslužiš bajno, tu pa vseeno je tudi fizično naporno delo, pa se vseeno da preživeti, ne. Je pa čisto odvisno, kako se tega lotiš in koliko si pripravljen sebe vložiti v to, ne. In po drugi strani, če ti je najbolj pomembno od vsega ta izkupiček ali pa plača oziroma vse to, kar ti ostane na koncu, ali ti je bolj pomembno to, da sploh lahko to delaš in da recimo mogoče vse to, kar ustvariš, tudi vložiš naprej, da boš še naprej to lahko delal, da na neki točki ne zaspiš, da ne vem, da ne pade kvaliteta, da si v pogonu, da ustvarjaš in razmišljaš o prihodnosti tudi, ne zgolj o tem trenutku, ok, zdaj smo pa nekaj zaslužili, zdaj pa dajmo to zapraviti. Zdaj pa off, mesec dopusta, Kaj smisla? Se tudi, na kak način si pač ti up to date za to, kaj pač in hodiš na ne vem, kakšne fashion revije ali
bolj zgolj jemlješ iz okolja, inspiracijo ali... Iskreno sem ful malo seznanjen z nekimi onimi tipičnimi in sezonskimi trendi in če sem iskren, je to v bistvu namerno sem se odločil ne več toliko tega spremljati. Ne. Sicer nam je to servirano zdaj na vsakem koraku, če ti odpreš Instagram, vidiš trende usput, pa sploh ne veš, da si jih gledal. Ne. Ja. Ampak prav na ene točke, že par let nazaj sem se odločil, ok, zdaj če bom jaz konstantno spremljal, kaj dela Versace, kaj dela Dolce & Gabbana, kaj dela, ne vem, 100,000 drugih imen ali pa brandov ali pa trgovin, pol si ujed v neko zanko in avtomatsko mogoče, ko nekaj delaš, ustvarjaš, rišeš, te malo potegne v neko smer. Sigurno, to sem tam videl, pa je bilo cool, pa bi mogoče jaz to naredil, ne. In nisi takrat to sem več ti. odtegil, da je boljše, da tega sploh ne spremljam, čeprav valjda nekako že v dnevno vidiš neke Okolje, stvari, ampak ja. nisi pa toliko skoncentriran na njih. Ne. Tako da se mi zdi, da je to bilo tisto vodilo, da me ohrani avtentičnega, ne. Da ne podležem enemu dizajnerju ali pa eni smeri ali pa nekemu stilu, ampak da vedno znova v svoji glavi iščem te stvari, ne v svoji okolici. Ne. Nice. Lahko vsak prije, ne vem, k tebi v atelje pa si neki pis kupi ali pa da reče, jaz bi imel pa to, ali kak je tu postopek, se mora prej naročiti, imaš kako čakalno vrsto, imaš gužvo? Pride lahko kdorkoli, tako da, kar se tega tiče, ni omejitev, čeprav marsikdo včasih stoji pred trgovino in potem gre in potem se s kom pogovarjaš, ja, hodimo ful mimo, ful je lepo, samo se ne upamo stopiti. Zakaj ne, če greš DM, zakaj ne stopiš tu noter, mislim, ampak dobro, to je druga stvar, če pač sem pa želel ustvariti prostor, ki izgleda lepo in posebno in mogoče malo boljše kot drugi sosednji. Zdaj, če pa je kdo mogoče ima feeling, da ne vem, je premalo dobro oblečen, da stopi noter ali pa da to ni njegov nivo ali pa karkoli, pač pri nas je dobrodošel vsak. Jaz vedno rečem, da tudi če pride nekdo samo malo si napast oči in vsest in malo, da si na easy in da se vstavi čas, je dobrodošel. Ne? Pri nas nobenega ne gledamo. Ok, čas bo, moramo iti. Samo ne v natikačih pa belih zoknih, ne? Komod. Lahko? Tudi trener, ki sploh ni panika. Okay. Ampak ja, lahko prije kdorkoli. Zdaj pa čisto odvisno, ne? Ker imamo ločeno, imamo spredaj, imamo trgovino in je pač to čisto klasično, kar visi na vešalnikih, lahko probaš in kupiš. Ja. Je pa še tu druga smer, ki so pa custom-made stvari, narejene po naročilo, za tisto pa rabiš termin, da se potem dejansko tudi z mano srečaš. Okay. Imamo zaposlene stilistke, ki delajo spredaj, tako da v trgovini te postrežajo one. Za vse ostale stvari, ki se delajo po meri po naročilu ali pa neka prilagajanja, pa je potem termin z mano, tisto pa je fajn, da se naročiš. Jaz sem fiks naročen, zdaj si že nahajpen. Vabljen, postrežemo tudi kavico, pa tako, kako zarec penine. Tako. Ja, David mi je prinesel penino, tako by the way, najlepša hvala. Naša hišna, zlati mehurčki. Sam je nabiral, pa prešal, pa stiskal. Ne, to delajo v Radgonskih goricah, sicer smo pa lepo etiketo oblikovali, da paše k našim Ful huda. obešalnikom. Da mi reči še, najbolj češki outfit, ki si ga kadarkoli obleko, zdaj, ko pomisliš za nazaj. Imaš kaki, si rečeš, joj, fakt, takrat sem pa res, pač bil najbolj češko oblečen. Pa ne vem, mislim, pa ne vem, če bi rekel, da mi je žal za karkoli, ker vsak gre skozi neko obdobje v življenju, ker zdaj pa vsak bi našel nekaj, ki mu pred 10 leti ni bilo cool. Kaj zvem? Imel sem eno obdobje v srednji šoli, ko me kolegice zafrkavajo, še zdaj, ko smo so dolge majice, črna ali pa bela, bolj pa preko majice z naramnicami. Okay. In to sem verjetno bil edini na celi šoli, ki je to nosil takrat in to je kar ostalo na fotkah in z kakimi spomini za nazaj. To je mogoče neka stvar, ampak tudi, pač ne vem, takrat mi je bilo to cool in sem to nosil. Zakaj ne? Ja. Pač nizko, nekaj, kar ne nosi vsak, da pač je nekaj drugačnega. Kak bi svetoval generalno folko, s katerimi kosi oblačila pač ne morajo mimo vsekati? Kaj je ono, da pač lahko... Je kaki kos oblačila, ko bi se jaz lahko oblekel, pa bi lahko šel, ne vem, v trgovino, na poslovni sestanek, na, ne vem, rojstni dan,
Ja, lahko tukaj skupaj zmečemo, da imaš neki Težko univerzalni. je, tako zdaj zelo univerzalno, da če moramo vključiti poslovni sestanek, odvisno s kakim biznisom se ukvarja. Če greš zdaj v sklopu tega, kar delaš na poslovni sestanek, ni panike. Ne? Okay. Če si pa ful v nekih drugih poslovnih vodah, pa je že fajn, da si v obleki, v skero mogoče zdaj tudi ne bi šel v trgovino, v shopping, tako da čisto odvisno. Mislim, moškim je po eni strani, če hočeš biti primeren, je moškemu lažje se obleči. Če pa hočeš biti poseben, pa je moškemu težje. Ne? Da oni balans držiš, da si še vseeno moški, da zgledaš cool, da ni too much, ampak da pa vseeno si malo ekstra. Ne? Torej nam je težje, v bistvu. Ja, kako zameš, ampak ja, lahko smo zdaj tu, se smilimo sami sebi, da nam je res. Ste slišali? Tak je, pika. Kaj smislo? Pajkice. Eni jih ful kritizirajo, eni jih hvalijo. Ne vem, meni se zdi, da vsa ženska populacija še samo pajkice nosi. Vse posod. Čisto prvi intervju, ki sem ga dal za eno revijo pred 10 leti, 9 leti, je bilo naslov moški, ki bi ti slekel pajkice. Na pajkice sem pa res alergičen. Mislim, to ok, super, če ti telovadiš in delaš jogo, ampak za karkoli drugega, pa pač meni osebno to res ni kos oblačila, ki bi ga lahko nosil ob nekih drugih priložnostih. Ne. Samo se mi zdi, ne vem, 70% punc, ki jih vidiš, ali pa žensk vsakodnevno pajkice. Pa ni škoda, ženske, ko imajo toliko možnosti, kaj vse bi lahko oblekle in bi izgledale dobro. Dosti več možnosti, kot jih ima tip in si obleče pajkice. Po možnosti take preoske, da so fajn našpanjene čez ri, da so še malo porozne po sredini, pa razlečen t-shirt preko. Mislim, škoda je, no. Ne vem, jaz, če bil ženska, bi se sigurno rihtal še 10krat bolj, kot se rihtam, se probam rihtati zdaj, no. Ker je res, imaš ful širši spekter, ker zdaj sam sebe trenutno se ne predstavljam v perju, ampak ne vem, kot ženska bi si pa komoda v topek iz perja gor, recimo. Nice. Tako da, ki ne bi pasal k pajkicam, ampak boljšim plačam. Škoda je. To se mi zdi, na komod se ful preveč kot izgovor uporablja, zato ker se pač nekomu ne da in ne ljubi. Pa se ti vzame isto časa, če si daš pajkice gor ali pa neke, ne vem, druge hlače. Ja, mislim. Po drugi strani bo pa šla ob neki priložnosti nekam, kaj si naj oblečem, nič nimam za obleč, pa boš spet šla po pajkice. Pa bo dala tuniko gor, da bo malo drugače. Ja, adijo. Meni je bilo najbolj grozno, pa še zdaj mi je, ko vidim kako punco v onih miškah, ali kako se tistemu reče, oni čevlji, jaz jim pravim miške, ko ima spredaj tako pentlico, pa imaš celi nard zunaj. Balerinke. O moj bog, to meni to grozno, ogavno, ne vem zakaj. No, v onem istem intervjuju sem omenjal še balerinke, poleg pajkic, tako da pač to je bilo takrat že balerinke, pajkice, pa to kaj zrago tuniko preko. Kaj si na... Pač grozno, res. Ne, se super. Mogoče pa kdo ne ve, da se da tudi boljše obleč, pa mogoče to video zdaj, ta posnetek in se bo zamislil tako mogoče, pa imam kakaj džinske v omari, ne samo kavboj. Tako. Mislim, ne samo pajkice. Oglasite se v ateljeju. Ja, vabljeni imamo vse, žal sicer ne pajkice, ampak se pa marsikaj drugega najde. Nice. Kaj bi svetoval, rekel, 15 let mlajšemu tebi, ki strmi, da bi postal enega dne to, kaj si ti z svojim ateljejem, kaki na svet bi mu dal? Kaki na svet bi mu dal? Ker, ne vem, mislim, glede na to, da ne bi nič, ampak res se mi da ne nič spremenil na svoji poti, ki sem jo dal skozi, bi mogoče rekel, ker drži se in samo hrabro. Naj te ne omajajo neki dvomljivci na tvoji poti in hvala Bogu me niso, ampak pogumno naprej, tako kot si zamislil. Evo, to. Zapomnite si, če boste rabili kaki na svet, karkoli, da vas obleče, postilira, pokritizira, pohvali, oglasite se v njegovem ateljeju v mesto, ki odpiraš zdaj, novega? Novega še odpiram, novega imamo že odprtega. No, mislim, lokacija novega,
Ulica 10. oktobra 7, tako da smo čisto v strogem centru mesta. Nekoč so tja hodili na tortice, pa na testeninsko solato, evo zdaj pa lahko priješ na kavico v taki modni spremljavi, recimo. Nice. Najlepša hvala, David, da si vzel čas, da si prišel. Folk upam, da ste uživali. Čeknite ga na socialnih omrežjih, oglasite se v trgovini. To je to. Hvala za povilo, vabljeni. Z veseljem. Hvala. Čau.